Gospod Miro Petek, predsednik komisije za zamejce v bistvu. Danes ste imeli posvet, na katerem ste se pogovarjali, v bistvu glavna točka seje je bilo zmanjšanje sredstev namenjenih slovenski manjšini v Italiji. Kaj ste še ostalega, kaj ste se še dogovorili na seji? Drži, osrednja točka druge nujne seje Komisije za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu je bila ravno namera Berlusconijeve vlade, da drastično zmanjša finančna sredstva za slovensko narodnostno skupnost v sosednji Italiji. Tja do leta 2011 nameravajo zmanjšati ta sredstva kar za okrog 40%, v prihodnjem letu za okrog 1 milijon evrov, leta 2011 pa za več kot 2 milijona evrov, kar bi seveda pomenilo prvi korak v izjemno velike finančne težave slovenske skupnosti v Italiji, tako na področju medijske oskrbe, kot na področju šolstva, stalnega slovenskega gledališča v Trstu in podobno. Zanimivo je, kar je bilo tudi povedano v razpravi, da na primer 1 milijon evrov, ki jih namerava vlada gospoda Berlusconija odškrniti slovenski manjšini, pomeni adekvatno 20.000 evrov v slovenskem proračunu. Torej, italijanski proračun je tako močen, tako bogat, da 1 milijon evrov ne pomeni nič, oziroma pomeni toliko kot v slovenskem državnem proračunu 20.000 evrov. Iz tega lahko potegnemo sklep, da seveda ne gre tu za noben varčevalni program, da ne gre za neko finančno krizo, temveč za tipično politično dejanje, ki je naperjeno zoper slovensko manjšino v Italiji. V razpravi je bil tudi zanimiv predlog dr. Franceta Cukjatija, ki je predlagal, da bi Slovenija Italiji posodila 1 milijon evrov, če Italija tega ne zmore. Kje bi jih pa Slovenija lahko pobrala, recimo? Iz slovenskega proračuna posodi Italiji, ki sodi med najrazvitejše in najbogatejše države na svetu. Seveda je bil to predlog, ki je imel veliko resnice v sebi, seveda na nek način neizvedljiv. Tako drastičen postavljen predlog pa je bil seveda z določenim namenom. To je, da se opozori, da Italijanska republika dela krivico slovenski manjšini. To v povezavi s šolskimi reformami pomeni tudi recimo ukinjanje dvojezičnih šol? Zagotovo šolska reforma je sicer, predvidena šolska reforma je sicer zamrznjena za leto dni, vendar še vedno preži kot velika nevarnost. V sosednji Italiji nameravajo, kot pravi, racionalizirati področje šolstva in zmanjšati ta sredstva za okrog 8 milijard evrov, vendar je naša komisija menila, da se tega ne sme dotikati manjšine slovenskega šolstva, dvojezičnega šolstva, ker je pač to urejeno z meddržavnimi sporazumi oziroma z mednarodnimi pogodbami in konvencijami. Ta namera italijanske vlade je seveda odkriti neposreden napad na slovenski živelj v sosednji Italiji. Kaj ste pa sklenili na današnji seji? Kakšen bo zdaj naslednji korak vaše komisije? Naša komisija bo pozvala predsednika vlade Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja, da čim prej vzpostavi stik s svojim kolegom Silvijem Berlusconijem, a to pisno, ustno, po telefonu, kakorkoli, da čim prej pride v stik z gospodom Berlusconijem. Potem smo pozvali tudi predsednika državnega zbora, dr. Pavla Gantarja, da opozori svojega kolega v italijanskem senatu, gospoda Šifanija, na to problematiko, kaj pomeni takšno zmanjšanje sredstev za slovensko manjšino. Hkrati smo pozvali tudi ministra za Slovence zunaj meja, akademika gospoda Žekša, da skupaj z zunanjim ministrstvom, da skupaj z gospodom Žbogarjem nadaljuje pogovore glede nameravanega zmanjševanja teh denarnih sredstev za manjšino. Super. Najlepša hvala. Hvala vam.